Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratno oddajo snemamo na Gorenjskem pri Cveti Stepanjan. Za njeno družino, torej za njo, njenega zdaj žal že pokojnega moža Agopa in njune 3 otroke lahko z gotovostjo rečemo, da so bili žrtve komunističnega nasilja. Z nami je Cveta Stepanjan, žena pokojnega političnega zapornika Agopa Stepanjana. Dobar dan. Dobar dan. Za začetek, kako ste se vi počutili, ko je, mislim, da pred 2 letoma vlada Roberta Goloba ukinila dan spomina na žrtve komunističnega nasilja? Jaz zelo sem bila razočarana in hkrati me je zelo zabolel, ker edini spomin na vse žrtve komunističnega režima so bile s temu majčkeno rehabilitirane in da so lahko svojci svojo žalost izrazili tudi na javnem mestu in se poslovili od njih. Mislim, zdelo se mi je zelo grdo, da so to naredili, da so ukinili ta praznik. Cela Evropa prizna žrtve komunističnega režima, samo pri nas niso sprejeli zakona za vse te žrtve, ker jih je bilo zelo veliko in ljudje so zelo trpeli. Mnogi, ne? Mnogi, ja. Čeprav ne, se danes mnogokrat sliši, sej hudo je bilo prvih nekaj let, ko so ljudje umrli po vojnih pobojih, pa potem na Golem otoku, ampak za vas je bil Goli otok, ne, od leta 84 naprej, na nek način, ne. Torej, še daleč, ne, ni bilo vse ok, tudi potem v 80-ih, 90-ih letih, ne. Ja, točno tako, ne. Za nas je bilo 84. Res nepričakovano, to sploh nezamisljivo, da se kaj takega lahko sploh dogaja. In šele iz tega ven, mislim, vidiš, kako je bil ta sistem diktatorski, da so imeli vse te ljudi, nisi vedel, kdaj te bojo lahko potrkali na vrata. Lahko potrkali in te odpeljali. Ker je žalostno, ne. Zdaj v Evropskem parlamentu pred komisijo, pred katero je govoril tudi zgodovinar Ferenc, jaz upam, ne, prisluhnili so, tudi dali neko pobudo nazaj slovenski vladi, da si premisli. Mislite, da se bo? Jaz mislim, da se ne bo. Da se je že videlo, da tudi mediji niso nič pisali od tega, da je bilo kaj v Evropskem parlamentu sploh, da je bila ta peticija dana. Nisem zaznala redki velikega, mediji, Domovina, tako, Ognjišče, pa še nekateri. Ja. Seveda. Pa Nova 24, pa tako naprej. Ne? Tako, ja. No, seveda se bova dobršen del oddaje dotaknila tistega, kar se je vaši družini hudega, tragičnega zgodilo. Ampak prej moramo iti pa na vaše korenine, najprej na vaše. Ne? Niste bili ves čas Stepanjan, ne? V kakšni družini ste vi odraščali, pa kje? Ne, jaz sem odraščala v Zgornjih Gorjah. Tukaj so zdaj? Ja, malo bolj dol. Doma smo imeli mizarsko delavnico, oče je bil mizar, mama je bila gospodinja, nas je bilo 8 otrok. Ja, tako. 7, ne 6 punc, ne pa 2 fanta sta bila. Zdaj smo ostale še, to se prav 4. Smo še ženski del je ostal. Ja, tako ostal, ja. Je bilo kaj pomankanja? Oče je bil, seveda je bilo pomankanja, to takrat, jaz sem rojena 52. leta, mislim, so bili čisto drugačni pogoji kot zdajle, ko imajo otroci vse, Mi smo en za drugmu nosili oblačila, mislim, so bili čisto drugačni časi, kot zdajle,
Ni bilo ne računalnikov, ne. Oče je bil zasebnik, kot mi Ja, zdaj. oče je Verjetno bil- tudi na njih niso gledali najbolj z odprtimi očmi. Ali pa tako. so gledali na njih z odprtimi Ja, očmi. niso tako gledali, jaz z njim je bilo kar hudo včasih, tako da tudi čas nismo imeli za zavarovanje. Vem, ki sestra v Ljubljano hodijo, no, pa je druga sestra plačevala tisto, da so bili. Težko je bilo včasno. Ste se vsi otroci šolali? V glavnem vsi, ja. Bolj poklicne šole, kaj več? Ja, ena sestra je napredila višjo, višji laboratorijski tehnik je bila, drugače imam pa dve sestre v Angliji poročene, drugi smo pa tlele, no. Je bila to verna družina? Ja, verna družina, ja. Ker vidim se- tudi tu v Ja, vaših imamo prostorih malo, kar kako se nekaj reče. križev, kakšno Marijo, ne? Ja, kako se reče, ja. bom kokot. Aha. Ja. Ste še vedno? Ja, še vedno je. Tako smo bili vzgojeni, ne, in to gre naprej. Kakšno šolo ste pa vi obiskovali? Jaz sem pa prvo trgovsko šolo, potem sem pa v komercialno šolo, pa sem pa začela še višjo ekonomsko komercialno, sam tisto pa nisem pa do konca. Ker je že prijetno družina prišla. Ja, Aha. pa so lepo otroci. Ja. No, zdaj greva pa na tisto drugo polovico vašega življenja, torej ki ste jo preživeli recimo z Agopom. Zdaj Agop Stepanjan, ne, zagotovo ni porodil iz Slovenije, ne, že priimek in ime govorita, on je Armenec. Ne, ampak tudi tragična zgodba, ne, njegove družine, že čistega začetka, že takrat, ne, ko je bil ta genocid Turkov nad Armenci. Aha. Kaj veste o tem? Ja, njegov oče je takrat, mislim, starši, a ne pa so bežali. Takrat je bilo, to je bilo turški del Armenije od spota, ne, iz mesta Burs so bili oni doma in so bežali. Takrat, ki je bil genocid, so pribežali, ena sestra je... Takrat so preganjali kristjane, ne? Ja, vse tele Armence, v glavnem milijon pa pol so jih takrat pobila, ne, v Turčiji. Njegova družina je bežala v Bolgarijo, ena sestra od Agopovega Ata, ne, je šla v Sirijo, ena sestra je pa šla v Francijo, tako da sorodstvo, samo nimamo nič veze. Stikov. Ja, no, in bratranc ima veze tam v Franciji s tistem. Mi pa v glavnem nimamo. Tako da Agop se je potem rodil že? Agop se je rodil v Bolgariji, v Varni. Oni šli tam v Varno. Oče je bil tudi obrtnik, tak bolj mejhan, je tiskal rute. Tako, tiste rute, ki so včasih nosila, ne, ženske. Rute je tiskal in tam je hodil v armensko šolo tudi. So imeli, v Bolgariji se je dalo to? Ja, takrat so imeli tisto armensko šolo, pa armenska cerkev je tudi v Varni. Kateri letnik pa je? Kdaj se je Agop rodil? Agop se je rodil 43. Torej v času druge svetovne vojne. Ja. Je bil edinec? Takrat se je Varna imenovala še Stalin. Stalin. Točno tako. Ne, ni bil edinec, imel pa, to se pravi, 4 brate, pa eno sestro. Ja. Se pravi, en brat, sestra je v Sofiji se poročila, en brat je v Ameriko šel, ima tam družino, ne, so tam, eden je bil v Varni tam, pa Agop, ki pa je šel 68 leta, je prišel tukaj v Slovenijo. Kaj ga je zaneslo v Slovenijo, oziroma takrat v Jugoslavijo, ne? Nesel je. Takrat on je igral, mislim, šolo je delal tudi v Sofiji, ne, pa sester je živel tam in naredil srednjo politehnično šolo, pa tole glasbeno. Pa so pa seveda, Jugoslavija se jim je zdela veliko bolj demokratična kot Bolgarija, mečkam bolj odprta je bila na zahod. Ki je bila bolj pod Rusi, ne? Tako, ja, Bolgarija je bila bolj pod Rusi, ja. In je pač prišel, je dobil tole pasoš, ne, in je prišel v Jugoslavijo z ansamblom. Takrat so čez agencijo
vsi prišli, a ne, ker so potem v Bolgarijo, v agencijo so mogli 10% od plače, od zaslužka, ki so ga dobili tukaj plačevati. In tu se je ukvarjal s glasbo? Ja, tukaj profesionalno glasbo, a ne, ker to so igrali vsak večer, a ne, to isto kot služba, ne samo enkrat na teden so bile proste. Na katerih koncih pa, bolj po Gorenjskem? Ja, takrat je igral bolj dol na obal, Hrvaška dol, Poreč, Pula, bolj dol, Istra, ja, Istra v glavnem. Je igral so tudi pol zle dol, Pirana, ne, Tri papige, Krvim, pa v Simonovu zalivu, pa na vse konce so igrali, v glavnem po hotelih. Ne. Tudi kdo še od teh, ki so bili ravno tako kot on, potem leta kasneje aretiran, od teh, ki so bili tudi žrtve tega komunističnega montiranega procesa? Ne, mislim, da ni Agop s tistem igral takrat. Ne. Ne, takrat. Potem prvič je potem 71. leta so prišli pa skupaj z Aleksandrom, ne vem, pa Dani. Kančev, tak, ja, ki je pri Hazardu je igral, ja, tako, ja. Ja, pa Agop, pa mislim, da je bil še en. Georgij Angelov tudi, ne? Ne, Veso, Veselin, ko ni bil zaprt. A, ni bil, aha. Ne, oročen je v Izol bil. In so igrali, so imeli na Bledu, v hotelu Park od spodaj je bil bar, in so igrali v baru. Je takrat že imel Agop državljanstvo? Ne, to je bilo. Ker Bolgari, zdaj a je bil on kot Bolgar tu ali kot Armenec? On je bolgarsko državljanstvo imel. Ja, porodu pa Armenec. Porodu pa Armenec. Bolgari so zaradi teh nesoglasij, tudi Titovega režima, ne, z Bolgari nekako so težko državljanstvo dobili. Z Makedonijo so se, jaz nisem vedela, to prej nas ni bilo to. Aha. Ja. V glavnem, takrat je prišel tlele na Bled, na Bledu je igral z njimi, a ne, v baru. Potem, mislim, takrat sva se mi da spoznala. Kako ste se pa spoznali? 70. leta. On je hodil, jaz sem pa delal v trgovini, v Jugotehnika je bila to, in smo prodajali plošče, gramofone, televizije, take stvari, elektromaterial. Tako, ja, tako. In je zmeraj hodil poslušati plošče, ne. Ker takrat si zelo težko tudi, ne, vem, ti glasbeniki so mogli tudi po noč, se spomnim, so poslušali Radio Luksemburg, da so spisovali tiste ta nove pesmi, da so se jih naučila, ne, to je bilo po noč lahko poslušal radio, ne vem, a to ja, ja, ne vem, se spomnim tudi jaz. Ja, ne, Radio Luksemburg je bil te nove uspešnice, Beatlese pa tele, ne vem, take potem so bili, ne, da so se učili po teh ta nove sklad, ta nove. Tam v vaši prodajalni oziroma vaši, tam, ki ste vi delali, je pa poslušal, ali kupoval tudi? Ja, tudi ne kupoval, ni. Poslušal? Poslušal, malo je prišel poslušati. Mislim, ja. In ste pustili, ne? Tako, ja, prišel poslušati, pa se večkrat so prišli. In vas je, kdo je koga nagovoril? Ja, oni mene, če pridem dol v kavarni, je igral, pa od zgoraj so igrali, da ne pridem kjerkrat na kakšno kavico, pa to, no, in tako se je začel, ja. No. In takrat je igral bobne? Ja, bobne je igral. Čeprav tudi kitaro smo, ne? Ja, tudi kitaro je. Multipraktik, ne? Ja, se v glasbi. In je potem to osvajanje dolgo trajalo? Kaj, jaz sem 1 leto približno sva hodila. Eno leto. So bile priprave, ne? Ja, priprave na poroko. In potem že kar takoj prstan? 71. leta pol sva se poročila midva v Sofiji. Zakaj pa v Sofiji? Ma, kaj jaz vem, zakaj. Želja njegova, vaša tudi? Kar oba dva sva se skupaj dogovorila, da greva. Meni je bilo pa tudi všeč. Tudi vaše sorodstvo je šlo v Sofijo? Ne, niso bili, ne. Je bila potem Ohcet tudi tu? Nič nismo namehali tako, ja. Sej ni bilo toliko zelo, dol so bili njegovi. Takrat je imel že državljanstvo? Ne, midva sva potem, ko sva se poročila, so vložila tle v Radovec na upravljanje not za državljanstvo. Mislim, da ga je dobil po 94. leta Kitajska.
94. Ja, po moje. 71. se je poročila, 94. torej po zaporni kazni. Ne, 74. Ja. 74. Ja. Torej 3 leta je skoraj trajalo. Tako, ja. Mislim, da sva ene dvakrat mogla v Beograd, ker to je bilo takrat vse v Beogradu, zarihtati, da sva dol mogla neke dokumente, ne vem kaj. Ni bilo, ne vem, da... In potem se je kmalu rodil Njegoš. Ne, 4 leta nisem imel otrok, to se pravi 75 leta. No, se je potem Njegoš je prvi. Ja. Mislim, da sem zasledil v tej knjigi, ki je o tem procesu, čudovita knjiga, ki je napisal Igor Omerza, 1984, Orvelovo leto Agopa Stepanjana, prebral, ne vem, je bil njegov oče, njegov ded Njegoš tudi. Ja, njegov oče je bil Negos. Negos, Negohos, to je po armensko Miklavž. Mislim, po našem Miklavž. Negohos, ja. To je... Sveti Nikolaj. Sveti Nikolaj, ja, tako. Kdo pa je izbral ime? Je bil on pobudnik? Ampak je hotel, ki je bil sin, da prvo. Ja, rekel. Ampak potem sta še poskušala in potem pa dvojčka, ne? Ja, pa kar nankrat pa dvojčka. Ja. Punca in fant, Fant pa punca, ja, 77 leta pol. Ja. To je potem Njegov se 75, ona dva pa 77, ja. Je več dela, če sta dvojčka? Ja, ker dosti posebej, če sta tako mehna, kakor sta bila te dva, To sta bila po kilo 700. Kakšen oči je bil Agop takrat? V redu, mislim. Zdaj po noč ga ni bilo doma, Ja, po noč ga ni bilo, ja, igral. Podnev je pomagal, Pomagal tudi v trgovini, ne? Ja, tudi takrat je pa v trgovini delal, ki pa še tista tam, mislim, je bila še ta stara trgovina. Na Bledu to? Ne, to v Duplah, mi smo se pa preselili v Duple. In je bila odspod, jaz sem dobila od trgovskega podjetja Central Kranj, sem dobila stanovanje tudi od zgor, odspod sam poslovodja, pač mehna trgovina na vas je bila to v Duplah. In pa, ko sem prehrambena, prehrambena. In on je pa, takrat, ko sem šla na porodniško, on tam pomagal, mislim, je delal, zaposlili so ga, ki že prej skozi meni tudi tako pomagal v trgovini, če je bilo kaj za nositi, če je kitajska, ki je bila mehna trgovica. O čem so se sukali vajeni pogovori? Zdaj, jaz sem skoraj prepričan, ker poznam tudi nekaj drugih teh političnih zapornikov, da politike ne. Nikoli v življenju nismo sploh mislili na politiko in na policijo in nikoli. Ste se pogovarjali o glasbi? On se je o glasbi pogovarjal, ja, o takih stvarih, to, kakor vsi normalni. Je bil on dobrovoljček? Ja, je bil, ja. Kako pa je sprejel življenje v Sloveniji, recimo, kako se je jezika naučil? Ja, takrat so, veste, so vsi govorili, takrat so srbohrvaščina, in so razumeli se to, da je malo mešano govoril takrat, A mu je to ostalo? Je kakšna beseda, drugače pa kar tako, ja. Se je družil tudi z našimi slovenskimi glasbeniki? Seveda, on je tlele skozi, pa je z Slovenci igral. Z Enmoinčem, Gorencem iz Kranja, potem s Humarjom Zvonetom, potem v glavnem pa z Rafotom Vidmarjem, pa v glavnem s temi lokalnimi glasbeniki, ki so igrali na Bledu. In mislim, je bilo veliko tlele, v glavnem je na Bledu igral, potem v Podvinu, v Kranju, v Krajini je igral, za njimi Čehi so bili. Špilu je bilo dosti, Kranjska Gora, v Bohinju, zelo velika. Pa se je zaslužilo takrat, da prej ste mi kazali pogodbo, da je imel tudi za 1500 mark. Je bilo takratnih, je zaslužil. Tako da o pomanjkanju niste živeli takrat, ne? Takrat je bilo v redu, ne, nismo, ja. Ste kaj hodili na obisk njegovim sorodnikom v Bolgarijo? So tudi oni prihajali sem? So, ja, prišla je sestra, mama tudi, ja.
To se pravi, mi smo pa hodili vsako leto skoraj, pa na 2-letno smo sigurno šli v Varno, ne, takrat čez avto ali pa z vlakom. No. In tudi v Švici pa je igral, ne, s temi našimi Slovenci gor, pa v Nemčiji, ne, gor je pa sploh dobro zaslužil, vem, a je 4 mesece gor delo, pa so kupili lahko stojenko, ne. Takrat je res dobro zaslužil gor, ne. Ja, sej Milko pa ti so tudi v Švici poigral. Tudi, ne? Ja. Skratka, bilo je lepo življenje. Normalno življenje, ne, ja. Do kdaj? Do leta 84. Je bilo to na začetku leta? 13 let smo mi dva živela že skupaj, ne, In kaj se je takrat zgodilo? Takrat je pa, se spomnim takole popoldne, on je šel popoldne v službo, takrat je pa delal kot varnostnik v Metalki v Tržiču. To je bila taka mehna, kakor na recepciji, da so ti delavci, ne vem, v glavnem štempljali pa pregledal pa take stvari, no. In je to delal popoldne, zvečer pa igral, ne, včasih, kakor je bilo. To je imel na nek način dvojno službo, ne? Ja, ne, zvečer, ja. Pa je pa šel popoldne v službo ob 2, jaz se spomnim, sem lik dela zjutraj, v trgovini sem je zjutraj dela, ta mala 2 sta bila v vrtcu, ta velik fant je pa v 1. razred hodil, ne. In sem prišla iz vrtcev, on je šel, samo še da se spomnim, krof, pa en sok za malco z trgovine, pa sem pa še po ta mala 2, njegov se je pod zunaj pred trgovino igral, pa jaz pridem nazaj, pa polhem belih golfov tam pred trgovino stoji takih, pa tam malo njegov sprav, mami, a ti je prišel domov, pa polhem ljudi gor v stanovanj. Sem rekel, kako če šel v službo, ne? Pridem gor, cela dnevna polhem ljudi, hodili so kje sem, a ga pa vidim na kavču je sedel takole, nič nismo govoriti, oni pa kar po sobah odpiralo mare, gledali povsod noter, pa kar, mislim, jaz sploh ne vem, kaj se dogaja, no. Ker jaz do takrat, jaz nisem vedela, da imamo mi, mislim, potem še naprej, ne, da imamo mi toliko vrst policije. Jaz sem mislila, da je ena policija, če en krade ali karkoli naredi ali nekaj, ne vem, naredi. Potem, ko se je pa začel to odvijati, pa ko vidim, da je bilo v civilu ljudi, vuna policija, pa je vojaški tisti Kosovci, to je bilo vsega, mislim, da no. In kaj se je zgodilo? In takrat so ga odpeljali. Brez, samo nekaj so mi dali podpisati, brez da so meni pustili potem tisti. Še pustili mi niso. Vzeli so prazen, pa sem dobila prazen list papirja, zemljevid mesta London, ki moje sestre so gor, ki sem bila jaz gora, ne. Takele stvari so vzeli, vse poročne slike, vse slike, ki je igral, vse to so pobrali. In to jaz nisem nič nazaj dobila teh slik. Nikoli? Nikoli. Prazen list papirja, in? Knjigo Hristo Botov, edina knjiga smo jo imeli v bolgarščini, edina knjiga. Njegova? Ja, od Hristo Botova, ena bolgarska knjiga, ki smo jo imeli, in to mu jo je dal Dušan Merc. No. Prijatelj takrat, ne? Ja, poslušati hodil glasbo, zdaj glih prijatelj, znanci, pa to so bili na Bledu, glasbo je hodil poslušati na Bled, zmeram, ki je bil pa teti, on je imel teto na Bledu. In potem verjamem, da je bila huda noč, ne? Mislim, ste sploh kaj spali? Celo noč nisem spala, tisti eno termoakumulacijsko peč smo imeli, tam sem gor sedela, pa sam jokal, toliko sem prejokal, da poj nisem mogla sploh več jokati. Nič več nisem mogla pa jokati. Otroci so vedeli, čem je stvar? Nič niso vedeli, mislim, sploh nismo vedeli, kje je, pa nič poj, noben nič ni povedal, kje je, koga je. Kaj pa sosedje? Noben nič, to so odpeljali ga, pa konc je bilo,
Pa le en dan čakam, drug dan, ne, reka sem še takrat, a imaš ključ, to je prišel dam, je rekel, policaj, bo že prišel, je rekel, policaj, ne. Pa drug dan čakam, nič, pa naslednji dan pa grem le do poštarce od spodaj, je bila tudi pošta, a ne, smo bili, mi tudi telefona nismo imeli takrat, a ne. To nismo ne telefona imeli, še v trgovini sem imela telefona, tako da zmeram, kadar smo kamorkoli klicali, smo na pošto šla, ne, in če je klical domače, sva mogla na pošto in sva 3 ure čakala, da je zvezal z Bolgarijo, ne, v Beogradu, da je zvezal v Bolgarijo in pa je nas je poštarca poklicala, da pridemo na telefon. No, pa sem pa poštarci povedala, ki je bila soseda, ne, sem rekla, sploh ne vem, kje je, kaj so ga odpeljali, ker prišli so, ni ga, jaz ne vem, kaj ne, pa je pa rekla, da je pa poklicati v zaporu Rodoveljca, ne, rekla, da pa pokliče, nič ni nobenega tam, ne. Pa jaz grem na telefon, pa sestro pokličem v Kranj, sem rekla, zdaj pa že moram povedati sestro, kaj je, ki na Zavodu za zdravstveno zavarovanje dela, tam so telefoni mi, a ne, pač s pošte kličem. Pa sem rekla, veš kaj, Kati, sem rekla, jaz ne vem, ki je Jagob, ker prišli so, pa so ga odpeljali, sem rekla, sploh ne vem, kva je, a ne. No, in v tismo, ko sem jaz to sestra rekla, popoldne že pridejo k meni ti udbovci, a ne, to sem jaz pa vedela, so udbovci, jaz nisem vedela, kva so to za ne ljudje v civilah, ja, nisem niti pojma imela, kva so to, a ne. Kje smo bili, kje je igral, kam smo hodili, pridejo tam zaslišvati, ne. Pa so povedali, kje je Jagob? Ne, noč niso povedali, kje pa. Nič niso povedali, samo to, pa da je vse v redu, a ne tako, vse v redu, samo kje ste bili, pa kje je igral, pa kje je pozna, pa kje je to, a ne, to, pa so šli. Pa spet, kaj se je mogoče, mar biti spet minil, ne, en teden ali pa več, ker sem jaz spet, sem rekla, jaz ne morem več, kaj je to, ne, kje je. Ni v službo hodil, sem rekla, ni igrane, nič, kva ne naredim, sploh nisem vedela. Pa sestro spet kličem po telefon, pravim, veš kaj, Kati, je pa bolgarsko ambasado poklica. No, pa spet pridejo ti udbovci, to so se menali, to jih je bilo toliko, da ne moreš verjeti. Toliko je za to udbo delo ljudi, da komaj še kjer mu verjamem jaz. Da ni tudi del udbe, ne? Ja, da ni del udbe, ne. No, in potem prideta ti dva, ne. Pa je bilo pa že to, ker mislim, da je bilo to že pa okrog 1. ali pa že čez 1. maja. Njega so odpeljali 12. aprila. To je bilo že čez 1. maj, ker prideta pa pravta, da naj grem na Roško v Ljubljano, da je tam vojašnica, ne grem na Roško in da tam poiščem Vukosava, so mi prav napisali, Vukosava. Jaz nisem vedela, kva je to, nič, kdo je ta Vukosav, kva je to na Roški, pojma nisem imela takrat. In Nata mu je peljal takrat, to je bila na sobota, in on me je od spodaj počakal, nismo gor, grem do tega Vukosava od spod, ti smo, rečem, vojakov, ki tam so do Vukosava grem in pa me gor spustijo do njega, ne, in on mi da en list papir, vse v Dagopa napisan, da je vse v redu, ni nič ne skrbim, da je vse v redu, da on bo prišel domov, pa da je vse v redu, da se pomirim, pa nič, ne, ker zgleda, da bo za njih še prezgodaj, ne, ker sem je že začel galamo delati, ne, da pjest, ne, ker niso imeli še naštiman proces. Da je bilo prezgodaj, ne, in mene to, da pomirim in pa sem šla res tako domov, pa ni minil spet 14 dni, jaz spet sem rekla, kva je zdaj to, ne, tisti udbovci pa so skozi hodili pa mene sprašvali, vsak dan. Iste stvari. Kje je Jagob igral, kjer ga pozna, kjer ga to, skozi nekaj, ne, ker so v Dagopa prišli k meni, ne. In od njega so tam v zaporu, so ga tepli, pa to pa k meni, da preverjajo. Sam tega še vi niste vedeli. Jaz nič nisem vedela takrat, kje pa. No, potem pa čez 14 dni, pa spet jaz, sestra sem rekla, zdaj mi pa vsega dosti, sem rekla, zdaj pa jaz ambasado poklica, kje je. Ja ne, to ne služba, ne nič, mislim, jaz nisem sploh pa ne naredim. No, pa ambasado?
nisem poklicala, ne. So mi on rekli, Bog ne daj, da bi jo. So mi ti Bolgarsko. udbovci, udbovci, da je on, ne vem kva, Bolgarijo, to on tret, pa jaz le sem rekel, mislim je on rekel, da zdaj ne grem pa na soboto, spet do tega Vukosava. To je bilo že 14, to je bilo okrog 15. maja, no to je bilo že en mesec. In jaz grem do tega Vukosava, ob 8 zjutraj je rekel, ne pridem. In to je bila sobota, samo tisti vojak, ki tam od spod sedel, ti smo poslali na stopnice, pa na taka temna, tista čakalnica, noter čakam, sedim, jaz vsa živčna, vsa taka. In je, vsake toliko cajt, čez po uro, po 2 uri grem jaz dol vprašati vojaka, pa kde, sem rekel, me je sprejel ta Vukosov, kde je, sem rekel, ne, koga je, čekajte, sam to je delo. In ura je bila 2 popoldne, ki me je ta vojak prišel iskat in je rekel, ajde, greva. In me pele na avtobus in sva šla z avtobusom, tam z lokalcem, spomnim, me je pelo po Ljubljani do Metelkove. Pa seveda, to je bilo pa sobota ob 3 popoldne in tam na sredi v Metelkovi tiste čakalnice. Glih zdaj mislim, da je tisti, ne vem, koga je noten muzej, ki na srečo tisto stal, tista čakalnica, ki so vse popravili tam na Metelkovi. Tisti še kar stoji, mislim, da je noten urad zele. Tam notiva čakalnica, desno grem jaz tok noter so bili poln žensk, seveda z Jugoslavije, ki so prišli na obisk k vojakama, ob 3 popoldne je zgleda, da je bilo tisto. Posem pa je že rekel, sem nekaj, gotovo na vojaških vajah, ne? Sem tam v vojašnico prišel, sem rekel, 100% na vojaških vajah. Gremo, pa pride vojak, me pelje tam čez tisto dvorišče tam, pa vidim, ko so dun vojak sedeli, ko so se mi smejali, pa to. Jaz še zdaj tisto vidim, ne vem, koga je to, so vedeli, ali kva, da mene peljejo in me tam okrog peljo, tam se pa začnejo železne vrata odpirati. Poj pa meni, jaz sem samo skapal, ki je bil zapor. To so te mreže, so takole delale. Groza. Pa sem pa tisto oficirji v eno sobo nesel tam, pa ako če se ne bom po srpska, če se ne bom skup spravil, ga ne bom videl, da ne bom to untret. Pa so me pa, tam je bila tista, v eno sobo so me peljali, tam je bil pendriki, takole vojaka, na to stran, jaz na to stran. Tudi bo samo, sam sem rekel, pokličem ambasado, ki je bil ves groza. Je prišel neprepoznaven. Neprepoznaven, ves groza, resno. V obraz. Ja, v obraz, ja. In mene tiste 2 vojaka, ki sta odzad, sam zagrabta pa ven. Ne vem, ko sem domov prišel takrat z avtobusom z Ljubljane, res ne vem. No, in pa se je pa začelo, ne. Tudi govorila nista takrat nič? Nič, samo tu sem rekel, če ambasado pokličem, jaz sem njega vprašala, če ambasado pokličem. In ker ste to rekli, so vas odpeljali? Ja, konc je bilo. Njega v zapor, vi pa domov? Jaz pa domov, ne. Ampak potem se je pa začelo, ne? Pa se je pa začel. Pa so pa čez par dni, mislim, da je bilo, ja, je pa kar enkrat popoldne ob 6, se pripeljejo, ta milica je bila, je bila milica takrat, ne policija, milica, ja, tisti milica z marico, pa še 2 avtomobila miličarska, kar noter gor v stanovanjih men, me kar zagrabijo, gremo, otroci so bili po dnevu sami. Vsi trije? Vsi trije. A vas so pa odpeljali? Mene so pa odpeljali, jaz sem mislim skuparnijati, povem mi. Mislim skuparnijati, res. Kaj pa to so jokali, ne? Kuna jokali, niso ves pa za kaj se gre, ne. No, in tam me pa s tisto marico me peljejo v Tržič na policijo, tam na policiji so mi pa dajali takole liste, evo, Agop je napisal, ste se slikali pred vojašnico na Bohinjsk Bel. Jaz sem rekel, nikoli v življenju se nisem slikal pred vojašnico na Bohinjsk Bel. Zakaj bi se jaz slikal pred vojašnico? Meni ti na kraj pamet ne prišel, če ne moram drugega se slikati, sem pa pred vojašnico. Ja, Agop prav, da ste se slikali. Pa jaz gledam samo sebe, sem rekel, da bom šla domov, da bom jaz pustila otroka in seveda,
ker tam so jih pustili. Sem rekel, pa če vam prav, pa smo se pa slikali, jaz ne vem, jaz slikam nikoli nisem videla, ne, tako sem rekel. Oni pa kar pa naprej, od tam so me pa samo v zapor, na Povšetovo. In brez pojasnila, kaj je z otroki? Brez so rekli, da jih bojo dali v predvor, v tale poboljševalnico predvor. In takrat ste verjetno si da boste ostali brez otrok? Ja, to je bo grozno tam v zaporu. Jaz mislim skupaj ne tam not. Če noben manj narediš, pa namerno po moje, no, to je bil še tale, zdaj sindikalista, ne Virk. Tam je tam zaprl po mojih, ki je napisan. Za javno pravo? Ja, sindikalist za javno pravo je zelen. Ja. Sem tako prosil, sem sam prosil, sem rekel, pusti vrata odprti, tiste mreže, jaz nobeno nisem v življenju naredila. In to so namerno dali une celice, po moje, ne vem, tisti zločinci, da so praskali, pa ne vem, kva del, to je bo groza. In koliko časa ste bili potem? Tam sem 3 dni. Kaj pa otroci takrat? Jaz nisem vedela nič. Potem ste zvedeli, ko ste prišli domov? Ja, sester so dali ti udbovci pod stanovanju v Kranjki bila pod vrata listek, da ne gre po otroke v dople, da jih ne pele, da ne jih vzame. Pa jih je sestra prijatelj, imam pa hatu. Jih je peljala? Ja. Sam jaz to nisem vedela. Pa jih sem zaprta, sta sestre šle, v učiteljica tlele v šol, sta šle, pa v naskrana, sta šle na policijo v Kranj, pa sta rekli, kva delate vi, kje je, pa nič, k temu. Oni pa niso nič vedeli. On je bil slamnik, ne si podpisal. Ja, mi nič ne moramo, vojska jih je vzela, Je bilo to vojska. Ja. Se svago pa tudi, se piše noter v dokumentu, da so ga odpeljali zato, ker bo prišel, ne vem, predsednik Čevšesku ali kdo v Kranj, pa mislim, piše, da ga sploh ni bilo v Kranj. So namerno, to so sam dali noter, da so ga zato zaprli, naslednji dan so ga pa že vojski dali, kranjski udbovci. Ja. Civilno, potem so ga pa vojska imela. No, ampak seveda, to še zdaleč ni bilo konec. Agop je bil v zaporu preiskovanjem, tam so ga mučili, marsikaj je verjetno rekel, da se je za nekaj dni rešil. Točno to. In kaj se je z vam takrat pol dogajalo? So bile še kakšne preiskave potem? Seveda, to je bilo skozi, pa so me pa še enkrat zaprla, še enkrat so me zaprli. Na podoben način? Takrat so me prišli iskat, ne vem, zdaj točen dobro sem za tega. Spet so me prišli iskat, ja, pa v trgovini sem bila, z trgovine so me odpeljali, ja. Spet brez, da bi poskrbeli za otroke? Brez, ja. In koliko časa je pa to bilo? No, ta prvič so me, po 3 dneh so me odpeljali v hotel Slon, zgleda so v hotelu Slon imeli od zgoraj cel nadstropje gotov udbovci, si jaz ne vem, sem gotov po mojih, da so vse tele, ki so v Slon spali, da so jih prisluškovali, pa gledali, kdo s kero spi. So ga potem držali. To je bilo, mislim, noro, ne moreš verjeti. Pa nič ni bilo, pravijo nekateri danes. Ja, in koliko časa ste bili pa drugič? Drugič spet 3 dni, takrat so pa eksplozivka iskali. Kje? Doma v stanovanju? To so Agopa, da je terorist, oni so jih obtoževali, da so sovražno propagando, terorizem in vohunstvo, vse to. In to 9 ljudi. In niti enega... Zdaj lahko naštejemo te, to so... Omenili smo že Aleksandar Aleksandrov, potem Milan Pfeiffer, ta je Slovenec, Stevan Dostan, Rade Lazarevič, Vencel Gašperšič, potem Milko Cočev, njega smo tudi že gostili v eni taki vdaji, Georgij Angelov, ki je živel z mojo teto, Kuhar Fanči, in je tudi zginil in tudi zame takrat 84. leta je zginil.
in nisem več slišal za njega. Šele potem, mislim, en članek v Mladini, pa potem kasneje, ko je ta knjiga prišla ven, pa Lazar Semerđijev, mislim pa, da je on tudi pokojni že, imam od njega tudi pretresljivo božično voščilo, ne, kjer pa tudi potem piše, da o tem noče slišati nič, ker je preveč trpel, tudi zbolel za diabetisom, ne, in tudi potem zaradi tega verjetno tudi umrl. Ne. Seveda, zdaj iskali so, enkrat so tudi Agopa peljali na neko smetišče, ne? Ja, to so potem, ne, so začeli. On je verjetno bil mučen, on je bil verjetno mučen in je se kje zlagal, ne? Točno tako. Da se je malce rešil. To jih je prosil, da podstavijo eksploziv. Prosil jih je, da ne podstavijo, da bo enkrat tega mučenja konc. Ja, da ne sami podstavijo. Ne sami, pa bo on rekel, da je podstavil, ker so jih v vojaškem zaporu tako tepli, da je kri šprical po stenah in to je en drugega mogel tepsta, ne? In to so... A te zaporniki, drugega? Ja, to je mogel Pfeiffer ali do unga tepsta, to je bilo noro, drugače pa unga od zadaj. In to je bil, ne vem, koliko je na 20 metrov dolg tih hodnik bil in so deko dali in se je vojska gor oseda in je mogel cel dan gor pa dol voziti, vleč tele, drugače pa spendrek jih dobil. Celo noč je mogel stati, celo noč so zasliševali. To so bile grozne metode, ker so te, ne vem, kaj ne reče. Potem so se namirno zlagali, včasih, da so se malce rešili tega mučenja in potem so jih peljali. Enkrat ena fotografija v tej knjigi je Agop, ko gleda, kako kopljejo po smetišču vojska in gleda, če je mogoče. Ampak vsi so tudi prvom drva, ne, premetali. To so pa po noč so enkrat prišli ob 2 po noč. In sreče je mama takrat pri meni spala. To je bilo groza, z lučmi so svetli gor, ko ne vem, kar naenkrat ob 2 po noč so se noter, v stanovanje se je vsul vojske, ne moram povedati ko. Čez vrata. Čez vrata, jaz ne vem, ko so not prišli, to je bilo kar bum, ne vem, posod se so... Vi ste pa z otroki spali. Ja, tako so se ustrašali, da ima ta velik fant, ne še danes posledice, on je psihični bolnik, ja. Posttraumatsko stresno motno in izkoz zvano hota. On je bil takrat malce starejši že, ne? Ja, ampak vse to seveda doživljal, to je bilo groza. In kaj so iskali? Celo za dokaz je bil tista, ne vem, šraufi, ne? To ni bil dokaz, to je bilo kasneje, slikam potom, ne? Ker dokaza od vseh 9 niso imeli niti enega, ne dokaza, niti nič. Obtoževali se jih tudi za takšne stvari, ki jih takrat sploh še zgrajenih ni bilo, recimo letališče, koliko je bil asfalt, potem nadvoz v Kopru, koga tudi... Moj mož je meril asfalt na Pokluku gor, koliko je debel asfalt. A to je bilo očitek? Ja, koliko je debel asfalt na Pokluku gor. Ne vem, ni bil gotov do strnika. A ne, mislim, take stvari, da je groza. A to so bile obtožnice? Milko, ne vem, to ne lučka, ga sploh še ni bilo. Ja, koliko lučke pa takšne. Noro. Ampak to vse lažnivo, ampak vseeno so bili obsojeni. Ampak koliko časa je ta proces trajal do obsodbe? Samo še to povem, da njim je bilo vseeno, če je lažnivo, ker je že ves proces bil lažniv, a ne? To je to. Ker prvo, ko sem je šel v arhiv, je na prvi strani tega arhiva dokument, da morajo narediti proti, da morajo zapreti bolgarske državljane, zaradi tega, ker je Bolgarija zaprla enega Mihajla Koševskega. Še v času Tita, ne? Tako. In to je bilo maščevanje na nek način. Čeprav Tito je bil takrat že mrtev, ampak so to nadaljevali, ne? Tito je še vedno, mislim, 79 leta so že začeli s tem procesom. 84 se je sprovedlo, 79 še za časa njegovega življenja. Se je pa že začel. So pa to že začeli špionirati. Tako, in oni so toliko časa sledili, pa niti pri enemu niso enega dokumenta najdli. Ampak potem je bilo treba. Niti enega materialnega, niti nič, samo obtožbe en pred drugim. In moja sodelavka je rekla,
ki je bila trgovina, ne, spod je bila trgovina in tako so bile ne vrata železne, tako je pa pri nas bil poj za stanovanje, gor so bile stopnice in odzad je bil skladišče in ona je poslušala takrat, ko so ga pripeljali, je rekla, ne morate vedeti, je rekla, kako so ga tepali, je rekla, tam je zakopal, so kopali tam, ker noti je pa ena taka, kakor je na drvarance in noti je bilo vse zemlja, ni bo, ne, in oni so kopali. Tam nič ni bilo, pa na uno stran pokazal, tam kopal, ni bilo nič, ne, in rekel, to so ga tako tepali, ne boš verjeti. On si je dobesedno želel, da nekaj najdejo, tako, da ima mir potem, da jo obsodijo in... Tako, ja, a ne, sej takrat so pola, ne, teli udbovci, a ne, so napisali se en dokument, a ne, noter, so napisali, da bomo videli, Jakob Stepanjan, terorist, ga bomo mi vzeli eno mino in ga bomo peljali na polje, bomo mino razstavili, če jo bo, ne, razstavili, če jo bo znal skup sestaviti, tako kako... Je terorist? Je terorist, drugač ga bo pa raznesel. Prav to piše not, mi smo pa vzkrili v zavetje. Točno, to je. Ko čarovnice, ne, ki so jih preganjali 400 let nazaj, ja, tako. Če se je utopila, ne. Ja, bo čarovnica, če ne pa nijo, ne. Ja, groza. No, sej v glasu se mi je pa lanski eden istok iz Cerknice in je rekel, da je on vozil mojega moža v vojaškem Marici. On je bil takrat vojak in ga je glih vozil. On je prav iskal mene, ki je dobil in je rekel, da vi vidite, kako so ga mučili, kako so ga izseljevali, kako so na otroke pa na vas, da bojo vse, ko so upili na njega. Ne? On je vozil dople, tudi takrat, ki je tale eksploziv pa tole, ne? Ker so, in je trikrat so ga v dople pa pripeljali. In to so celo vas zaprli, vojska je vse zaprla, veste, ko bo mene strane, sam tam poslovodja, mislim, groza, to je trgovina. Ne, kako so pa to sprejemali, preden greva na sam proces, ki se je dogajal potem na vojaškem sodišču, pa potem obtožba, obsodba, kako so sprejemali sodelavke, sodelavci, šefi, sorodniki, vas? So rekli, nekaj je že, ne, na tem. Ja, tako so gotovo ljudje govorili, jaz nisem slišal, mislim, ne, samo vsak se je tako bavil, ne, oben ni upal več tako, kar prej, ne, tako pa sploh noben več ni poznal, čeprav je mu glasbenikov še pa nikoli noben mene ni upal vprašati, kaj pa je z njima. Nikoli noben mene ni vprašal to. Zavladal je Vsi molk. so se bali. Teli sodelavci, mislim, so mi pomagali, tisti, ki so bili res najbližji in tudi tako pa so poznali, so nas poznali, ne so vedeli, da ni nič, mislim, tisti, ki so najbližji krog, ne, ostali pa gotovo, seveda se so tam govorili po živilah, ko je bilo mene. Ojoj, groza, da imamo ne vem koliko denarja, imu zakopan ga gor povuden v boršt, sem rekel, joj, da bi saj imu, da bi ga še jaz iskat, ne, da sem hato mogel kupiti pod denar, da me ni posodil kjerkrat. Ves čas vas je bilo pa strah tudi verjetno, da vam novi otroka vzeli, ne? Se so skozi grozili, da bojo otrok, ampak ne oni. Oni so meni grozili, da bojo Bolgari prišli po otroke vzeli. Oni so mene s tem ustrašili, ne? Da bojo Bolgari, kolikor se kakšen Bolgar pojav pri meni, da moram takoj povedati na udbo, ne? Ja. Koliko časa je trajal ta preiskovalni proces? Ta proces je trajal od aprila pa do oktobra, od 22. oktobra so jih obsodila. Sam jaz nič nisem videla. Niste bili nikoli na sodišču? Mislim, enkrat so me peljali, 5. oktobra so me peljali na sodišče, ampak jaz nič nisem videla, kam grem. S tem, da so njih, ko so jih na sodišče pripeljali, ne? To je bilo, mislim, to je bil grozen Ljubljana, to sem pa jaz videla takrat 5. oktobra, a ne, ki je meni prišel udbovc, to je v sobota. Me je en udbovc zjutraj ob 6. prišel iskat. Po zvonu, oblečite se, gremo, a ne. In meni je dal prej za podpisati, da se zavedam, kaj bom govorila, v nasprotnem primeru me že čakajo na Igu. Zaporu. Ja, me že čakajo na Igu, da 3 leta pa bom dobija. A ne, in me je peljal v Ljubljano, tam gor, jaz nisem je to vojaško sodišče gor, v tist,
In tam so bili oni vsi, Agopi samo govori, ja, kar je žena reka, ker zgleda, da je vedel, pa je na meni, mislim, da je slutu marbita, ne. Da je vse res, kar sem jaz reka, ne. Meni so pa grozili, da če ne bom, bojo mene tudi zaprli, ne. Da se zavedam, če ne bom tako govoriš od zunaj, mi je rekel pred vrat. Da če ne bom tako govoril, kako sem preiskal, da smo se slikali na vojaški, te stvari. Ne. Torej, lagati ste morali dobesedno. Ja, lagati se nisem vedela, da lažem se, jaz Zagopam, mislim, se sploh nisem vedela več. Niste vedeli, kaj je on govoril, ne? Meni so glavo čist zmešali, jaz nisem vedela sploh več, kaj je res, kaj ni res, ker v življenju sem vas zmeram naučena, bod pridna, delej, tih bod pa sam delej, pa pridem bod, sam to. Pa bodi to pošten, smo se pa pošten, ja. No, to so nas starši učili. Ankoli v življenju nisem mislila, to so ti pa čist glavo obrnili. Jaz sem rekla, kako so pa meni to učili, kako da je vse, ne. Agop med vrsticami, da je znal brat. Jaz sem že res to verjela, da zna brat. Sem rekla, se že tako ni znal brat. Včasih pa smo pa vedeli, no, to ni bilo ne televizije, ni bilo ne tega, kdo se je ukvarjal s politiko, noben, mislim, tudi pomislil nisem na kaj, poseben pa glasbeniki. Ja, umetniki, ne. A ne, ja, ampak oni so prav, v tistem dokumentu piše, da prav zbirajo te ljudi, ki so bolj občutljivi, glasbeniki piše noter, umetnike, kakšne tele, te, ki so občutljive, ker jih tako hitro zlomijo. Oni hitro zlomijo, če bi jo ta prav vohun ga ne bi zlomili. In tam na sodišči ste ga potem videli, ne? Tam sem jih videli. Od ozadaj, kako? Ne, tako so sedeli. In imel svojega odvetnika? Od zadaj so bili. To so bili vse vojaški odvetniki, tako ni bo nič to. To je bilo vse naštiman, zrežiran. Se že dokument prav, se zrežiran. In ste bili na razglasitvi razsodbe? Ne, nič. To sem jaz pa slišal zvečer poročilah, je ta Kaloper prebral vrstičko. Slobodan Kaloper. Ja, tako Slobodan Kaloper je prebral v Ljubljani. Vojaško sodišče je obsodilo 9 naših in tujih, sploh nekerih, 9 naših in tujih državljanov zaradi vohunstva, terorizma, na 9 ne vem koliko zapora in to je bilo vse. To je bilo vse. Pa le še lepo, čez 2 dni, ki je Udbovc prišel povedati, da je Agop dobil 9 let. 9 let. In kaj ste takrat pomislili? Se nič nismo, takrat je bilo, takrat smo bili vsi prestrašeni, so bili vsi ljudje prestrašeni. Moja sestra je enkrat z mano šla na vojaško sodišče in je bil na hodniku, je bil en vojak tako razbit, ki izgleda, so ga tudi v vojaškem zaporu imeli ves krvav. In je taki učiteljica je reka temu Farlincu, ki je bil sodnik pa je v tem procesu našem, je reka, kaj vi delate z ljudmi, reka, ne? Je rekel, še enkrat, da vas slišam, je rekel, boste vi z njim šla. Ampak to, a veste, ko so upili na mene, 84. leta. To ne moreš, to jaz ne morem povedati, koliko so oni upili na mene, vojska pa teli, ki so me zaslišvali. To ne morem povedati. So bili mogoče tudi jezni, ker v bistvu niso nič dokazali, nobene stvari? So vedeli, da delajo vse ne vem, mogoče oni niso vedeli, to so vedeli ta glavni, odločevalci komunistične partije, pa teli, ki so te procese delali. To so te delali procese, politika. Pravice do civilnega odvetnika pa niso imeli. Ki pa. Pa tudi vprašanje, če bi kdo... Še tako je bilo, da je enkrat v trgovini sta nama kradle in to od tega odvetnika žena, pa od tega direktorja skrana žena. In po imen, Agop je bil zaprt, seveda, pa meni na sodelovka, ki je bila, reče, veste kaj, povejte, sem videla, da ste ukradli, reka, če drugega ne, aceton, 100% sem je reka, ki gleda tam skozi linco temu. No in jaz na blagajem pojk rečem, a imate še kaj drugega, vnapoj tisto, ta mehko torbo takole menda, noter me je pa kar dol. Nič, nimam gospa nič. Jaz pa dvignem, ne vem, kaj me je bilo, sem dvigen,
noter pa poln 10 velikih milk, ne vem koliko skat pen, takrat je bilo to tako drago, da smehen kdo, pa same te drage stvari so bili noter, no. Pa Barbara pokliče policijo, pa pridejo, no sam, ko je bilo pa poj, pa hodva medve po sodiščah, ne, medve je seveda, živila nama niso dali nič odvetnika, one dve z klepam pod roko, ne, na sodišče. In veste, kaj je bilo na sodišču? Klep mi je rekel, tam je rekel, no, bomo videli, koliko je ta priča Stepanjan poštena. Ali je vaš mož delal proti temelju rušenja SFRJ? No, to je bilo vse in je bilo konc s krajo, pa z vsem. Je bil to Stanislav Klep? Ja, Stanislav Klep, ja, tako, ja, no. Sem rekel, še jaz nisem vedel, jaz nisem nobene sodbe, pa nič imel. Proti kakšnemu rušenju je mož delal, ne. Ja. Takrat ste zvedeli, ne? Takrat sem zvedela. Pa celo Jugoslavijo je gor spustil, ne, noter v knjig dokumenti, celo Jugoslavijo so razbombardirali, pa ne vem kdaj, ki je v službo hodil, pa je igral zvečer. Ne vem, kdaj je šel do, ne vem, do kje. Pa nikjer ni šlo nič v luft, ne? No, se je to. Žalostno. Žalostno, ja. In takrat po tisti razsodbi je šel takoj v zapor? Po tej sodbi so ga odpeljali na Povšetovo, od tam so ga poslali v Sremsko Mitrovico, od tam so ga poslali naprej v poseben zapor v Beogradu. No, in na tem mestu bi jaz tale prvi del pogovora zaključil, pa bova potem v drugem delu nadaljevala, kako je bilo potem, ko je bil Agop v zaporu, kaj se je takrat z vašo družino, tisti, ki ste ostali doma, dogajalo, pa tudi potem, kako je bilo, ko je prišel domov, kako je bilo tudi z drugimi sojetniki, pa tudi mogoče kakšno je zdaj vaše življenje brez Agopa. Zaenkrat za ta prvi del oddaje hvala, za kar ste povedali. Hvala pa tudi vam za pozornost, pa bodite z nami tudi v drugem delu.